Tako je. In če so številke vzpodbudne, se raje obadamo z njimi, ne? Ker tudi jaz drugače nisem toliko za številke, ampak tele številke so mi pa všeč. Ja, kot je rekel Juš, zdaj gremo k živalicam. Namreč otroci lahko na razne načine preživljajo počitnice in eden izmed teh načinov je tudi, da grejo v varstvo z živalmi. V resnici Družinski center Mala ulica ponuja programe za aktivno preživljanje poletnih počitnic in med temi programi so tudi počitnice z živalmi. Pija naša jih je obiskala v zavetišču za zapuščene živali Ljubljana, kjer zdaj spoznavajo poklic oskrbnika živali, pa tudi poklic veterinarja in se hkrati ob druženju z živalmi učijo odgovorne skrbi za živali in spoznavajo tudi njihove potrebe in drugačnost, tako da same plemenite veščine dobivajo. Tako da Pija in Ines Zagoranski, dobrodošli v naši družbi in predajam vama besedo. Hvala, Maša. Ja, tukaj Ines že uživa v prijetno hladni senci tukaj za zavetiščem Gmajnice. Verjetno se ne vidi tudi z ceste, ampak smo v bistvu umaknjeni bolj zadaj. Okoli naju se že veselo igra druščina otrok, ki so trenutno v počitniškem varstvu. Ki pa verjetno se je začelo ta teden. Lep pozdrav, Ines. Torej, kdaj ste začeli s tem varstvom? Z varstvom smo začeli prejšnji teden, že v bistvu, je to drugi teden, ki ga imamo. Je pa čisto v bistvu na novo, prvo leto imamo varstvo v zavetišču Ljubljana. Kako pa to, da ste se odločili za to? Kakšna je povezava med zavodom Mala ulica in zavetiščem Ljubljana? V bistvu je zgodba takšna, da imamo mi počitniška varstva že kar nekaj let v Mali ulici, v družinskem centru, pa še na drugih lokacijah. To se nam je pa zdela zdaj taka neka zelo dobra priložnost, neka nova ideja. Otroci, kot vemo, obožujejo živali. Mi smo že v prejšnjih letih imeli teden živali, to tematiko, ki se je pokazala kot ena izmed najbolj priljubljenih. To varstvo je bilo vedno najbolj zasedeno, tako da smo rekli, ja, stik z živalmi je super, otroci bojo vsakodnevno v stiku z živalmi in se nam je zdelo, da je ta povezava z zavetiščem Ljubljana enkratna. In se je tudi pokazalo zdaj že v drugem tednu, da je to res. Na kakšen način so pa potem izgledali ta vaša počitniška varstva z živalmi še v Mali ulici? V Mali ulici, v družinskem centru, mislite? V družinskem centru je bilo prejšnja leta tako, da smo imeli tedne razdeljene po tematikah. Smo imeli teden živali, pa potem mogoče teden 113 ali 112 je bil s policijo, z gasilci, tako. In smo dejansko šli potem na obisk v zavetišče en dan smo obiskali policijskega psa, kakšen dan so prišle tačke pomagačke in tako. Zdaj smo pa dejansko lahko cel teden tukaj in otroci v bistvu, ko si zaželijo, gre lahko dejansko do muck in jih opazujejo, jih božajo in je to še boljše. Se pravi, ste pravzaprav sledili povpraševanju, ki je bilo verjetno veliko? Tako je, ja. Mi vedno v bistvu sledimo tistemu, kar se nam zdi, da otroci potrebujejo. Kar je tudi, naprimer, veliko gibanja, zdaj so bili res dosti doma, dosti pred ekrani, zato imamo potem tudi varstvo v gozdu, pa varstvo na vrtišču, ki je tudi naša nova zelo atraktivna lokacija, kjer so v bistvu otroci cel teden zunaj, na prostem, na svežem zraku. Kje pa je ta lokacija? Ta lokacija je pa na Rakovi Jelši, kjer imamo svoj ograjen vrt, zeleno površine, hišico na drevesu, svoje gredice, kjer sadijo zelenjavo, zalivajo, v bistvu so vsakodnevno v stiku z naravo, z živalmi, z rastlinami, tečejo prosto, tako kot smo mi včasih tekli, dejansko imajo počitnice, kako bi rekli, free. Ste imeli že kak deževen dan, so v tem primeru v hišici? Deževni dnevi seveda so, vsako poletje so, mi smo na to pripravljeni, bi rekli, vedno je nekak naš slogan, ni slabega vremena, so pa slaba oblačila. Tako da,
Mi imamo vedno zraven obleke, katere so pač nepremočljive, tudi za otroke. In ko smo prav tako v gozdu, se potem na hitro preoblečemo in preoblečemo otroke in prav tako je tudi na vrtu. Tako da nismo pod streho, ne. Smo kar cel dan zunaj, tudi v dežju, na dežju. Se potem preoblečemo, ni problema. Saj tukaj tudi izgleda, da ste večino časa pravzaprav zunaj, zdaj gledalci ne vidijo, ampak otroci se tamle za kamero, mogoče vidite ti na avtobusu, ampak za kamero naprimer veselo skačejo po žogah. Tukaj ste tudi verjetno večino časa zunaj. Ja, prejšnji teden je bilo precej vroče, tako da smo se tudi malce hladili notri. Zavetišče ima super nove prostore, tako da je prav tako notri in zunaj zdaj super za otroke. Veseli nas tudi, da so nam omogočili tole streho, kjer je pa zdaj senca. Tako da ja, ta teden otroci sploh, mislim, da sploh še niso bili noter zdaj. In zdaj ne vidimo žal, ampak tamle na žogah skačejo veselo, na avtobusu se nekateri tukaj igrajo po cel dan. Tako da ja, sledimo temu, da v bistvu otroci morajo prosto teči, se igrati zunaj na svežem zraku. Zaprti so že tako ali tako lahko doma, pred televizijo, s telefoni, z igricami, mi pa v bistvu želimo, da se otroci normalno razvijajo, da se gibljajo. Otroci, ki so pri vas, ostanejo po en teden, po več časa? Otroci, ki so sedaj v bistvu pri nas, bojo tukaj en teden. Imajo pa možnost počitnic v Mali ulici v sklopu v družinskem centru ali na vrtišču ali v gozdu ali pa tukaj preživeti največ 3 tedne. Tako da nekateri so nekateri 2, nekateri pa tudi 3 tedne. Nekateri prihajajo že več let. Odvisno potem od tega, tudi se mi zdi, koliko starši potrebujejo ali pa tudi koliko jim je varstvo všeč. Se pa vračajo vsakoletno otroci. Torej zjutraj starši pripeljejo otroke sem, dokdaj pa ste potem vsak dan tukaj? Zjutraj jih pripeljajo med 7:30 in 9 uro, potem pa smo tukaj do 4 ure. Pa se pripeljejo kdaj s temi avtobusi? Se te avtobusi sploh vozijo, čemu so namenjeni? Te avtobusi ne vozijo, ampak jaz mislim, da otroci mislijo, da vozijo. Smo tudi že imeli, ta teden je fantek rekel, da ga bo popravil oziroma da ga je že popravil in da nas bo zdaj peljal vse skupaj na Dolenjsko. Tako da oni jih vozijo po cel dan, ne, niso pa delujoči. V bistvu so jih sem pripeljali za, notri so tudi, ne vem, če se vidi mačje posteljice za mačke, da bi tukaj tudi lahko mačke, so prosto živeče tudi nekateri v zavetišču in lahko potem tukaj spijo, se igrajo. Sedaj pa se igrajo otroci. No, kaj več o živalih, ki jih boste tudi videli brez skrbi, takoj po oglasih, vam zaupamo, kot rečeno, že čez nekaj minut. Ostanite z nami. Lepo pozdravljeni nazaj v zavetišču Ljubljana na Gmajnicah. Kot vidite, za nama ni več avtobusa, ampak poligon, ki bo prav kmalu v uporabi. Kateri del dneva je zdaj trenutno, na kaj otroci čakajo? Zdaj je trenutno del dneva, ki ga prepustimo zavetišču oziroma program organizirajo oni, kar se tiče živali seveda. In danes nas bo obiskal policijski pes. Policijski pes, wow, sej neko lajanje se je prej slišalo, tukaj nekje zraven, blizu so policijski psi, kaj ne? Ja, ker tukaj zadaj že takoj, v bistvu 10 metrov stran. Tako da, če se kaj fajn razbojo, jih bomo slišali, ker zelo glasno lajajo. Pride pa v bistvu policijski pes, ki je vajen otrok, ki to dela že vrsto let in hodi po šolah in vrtcih in predstavlja razne trike, v bistvu kako se je potrebno vesti do psov, učijo otroka pravilne nege, pravilnega v bistvu obnašanja pred psom, s psom. In me veseli, upam, da ga boste videli, no, ker je super pes. Mi smo ga videli že prejšnji teden in otroci so bili navdušeni. Pa otroci so pa šli tudi sami na obisk k policijskim psom. Zdaj, če so takole glasni, tudi izgledajo nevarno? Niso odšli čisto sami, ne, ker jih mi ne bi pustili, mi smo bili z njimi v spremstvu seveda. Ja, imeli smo to srečo, da so nas povabili k njim.
in so nam razkazali svoje prostore, avtomobile, to je bilo super za videti, še lučke so lahko prižigali, se usedli v avto, otroci so bili res navdušeni in potem smo seveda šli tudi mimo prostorov, kjer bivajo psi. Pa ne vem, če so se prav prestrašili, zaradi tega, ker smo jih mogli kar nazaj skozi držati, otroci, podite stran, oni bi gledali tiste kužke, ki so bili, ampak kužki so seveda niso vsi tam za to, da bi bili strenirani za delo z otroki. To so psi, ki so tam za delo kot policijski psi, z druge namene. Tukaj so živali pravzaprav ves čas, otroci se veliko gibljajo zunaj, ampak kako pa pravzaprav izgleda njihov delovni dan, ali se tudi razlikuje glede na dan v tednu? Počitniški dan bomo rekli. Počitniški, ja, pardon. Prav zato, ker poudarjamo to, da so to njihove počitnice, da je zelo fino, če se sprostijo, kakšni otroci pridejo tudi iz različnih okolij, različne težave imajo morda v šoli, morda doma. Mi res skušamo narediti, da so to počitnice, da se otroci zabavajo, da pozabijo na vsakodnevne težave ali težave, ki so jih imeli v šoli. Tako da ja, pridejo zjutraj, se mogoče igrajo v notranjih prostorih, kakšne družabne igre so tukaj zunaj, se gibljajo, zdaj jih spet ne vidiva, ker so v bistvu 1 meter stran, ampak jih ne moramo videti. Upam, da jih slišite malo. Ja, skačejo po teh žogah. Potem pa imamo zajtrk, ki ga otroci tudi pomagajo pripraviti. Zadnjič smo pekli palačinke, je en fantak sam spekel celotne palačinke, je bil super. Potem imate na voljo tudi kuhinjo? V bistvu imamo tako mini kuhinjo, mini štedilnik, hladilnik in imamo vse, kar potrebujemo v bistvu, za to, da lahko preživimo ta teden super kvalitetno. Potem za zajtrkom sledi pa program, ki ga izvaja zavetišče, 1 uro dnevno. In ta program poteka potem tako, da en dan mogoče obiščemo mucke, nam predstavijo nego, skrb za mucke, potem otroci imajo priložnost tudi mucke pestovati, jih božati, potem drugi dan gremo k psom in predstavijo potem delo s psmi, delo oskrbnika, kako v bistvu delujejo tudi prostovoljci na dnevni bazi. Zdaj tam ravno ena prostovoljka sprehaja psa, imamo možnost videti tudi, kako se psa sprehaja, jih učimo tudi pravilnega gibanja, ko pride pes, da zdaj ne tečejo ravno do psa in dajo roke k psu, jih učimo v bistvu o skrbi za živali, vsakodnevni stik z živalmi. Kakšen drug dan obiščemo tudi veterinarja, potem nas obišče mogoče policijski pes, vsak dan kaj novega na programu. Zatem sledi kosilo, ko pojemo, pa si želimo čim več proste igre. V bistvu jih vprašamo tudi, kaj bi mogoče oni počeli, pa prejšnji teden je bilo zelo veliko zanimanja za praskalnike mačje in potem smo V kakšnem smislu? Da bi jih sami izdelali. Tako da so otroci potem narisali načrt in so si želeli, da pripravijo čim več igrač za te mucke, ki nimajo ničesar, in so dejansko naredili 2 taka fina praskalnika, ki so jih potem nesli že k mačkam in se zdaj fino muce tam igrajo. Tako da izdelujejo tudi svoje izdelke, tudi igračke za mucke pa za kužke, in so potem zelo srečni, ker jim lahko nesejo in se počutijo tudi, da so oni nekako pomagali tudi tem živalim, ki nimajo ničesar. Potem vsak teden bo izgledal podobno? Vsak teden bo izgledal podobno, pa vseeno malce drugače. Tudi mi se malce menjavamo, vodje tednov, tako da jaz mislim, da ima vsak svoje ideje, vsak malce drugače zapelje teden, ampak vsak teden bomo preživeli tukaj, vsak teden bodo imeli možnost poznavati pse in mačke in ostale živali. Tako da ja, iz tega vidika ja, ampak program pa vedno malce obrnemo, da ni vedno čisto isto. Zdaj vidimo, da je prišel že nek uniformiran gospod. Kje pa je njegov pes, kakšne pasme je? Pes je border collie, če bo danes isti. Zdaj pa ne vem, kje je, pa tudi ni isti policaj, tako da ne vem, če bo to ta pes, ki je bil prejšnji teden, ampak tisti je bil border collie, 9 let star, ki je prav šolan za to, da se pes pride potem.
da se igra tudi z otroki in se pusti v bistvu, da ga otroci božajo. Ker moramo pa vedeti, da niso vsi psi tako, da bi lahko kar prišli do njih pa jih začeli božati. Jih tudi to učimo, no? Da v bistvu če ne poznaš psa, da ne tečeš k njemu, da ne daješ roke v gobec. Zdi se nam pomembno tudi, da vsekakor stik z živalmi, ampak tudi to, da upoštevaš žival, ne? Kaj si ona želi, da jih tudi pustiš v primeru, ko oni tega ne želijo. Ne? Seveda, ja. Kako pa je izgledal obisk pri veterinarju? So tam spoznavali njegov poklic ali tudi bolj božali tiste živalce, ki so bili tam? Ja, tistih živalic se pa ne boža, to smo jih naučili, ker so to mucke, ki potrebujejo posebno nego ali so ravno prišle na sterilizacijo. Meni se je zdel obisk super, ker imamo tudi tukaj veliko otrok, ki seveda imajo zelo radi živali, pa si tudi sami mogoče želijo postati veterinarji. Tako da so potem imeli priložnost, da zastavijo tisoč in eno vprašanje, kaj vse si želijo vedeti o muckih. Ravno so imeli tam eno mucko, ki je bila na pregledu, pa smo imeli možnost tudi to videti, kako ji pogledajo učke, pa ušesa, potem so nam razložili, zakaj grejo mačke v karanteno, Zakaj pa grejo? Zdaj bom pa jaz pogledal. Mucke grejo potem tam v karanteno takoj, ko pridejo, da jih v bistvu pregledajo in vidijo, da so zdrave, potem pa grejo lahko v notranje prostore, če je vse v redu. Veliko mucko pride tudi polnih, potem pa jih dajo najprej na antibiotike, na različna zdravila, potem pa po nekaj časa tam to bo znal vodja zavetišča Marko veliko bolje povedati več stvari o živalih, ampak ja, tudi takšne stvari zvemo tukaj. Ja, z vodjem zavetišča se bomo pogovarjali ob 10. uri, tako da tega nikar ne zamudite. Kaj pa je otroke najbolj zanimalo pri veterinarju? Pa vprašanja so bila različna, naprimer tudi do tega, da so vprašali veterinarko, kdaj pa je ona že vedela, da želi postati veterinarka, pa zakaj je želela to početi. Mogoče zato, da bi videli, zakaj tudi oni to želijo, če so želje podobne. Potem velikokrat, koliko je pa star ta mucek, zakaj pa ta mucek čisto sam tam v kletki, pa kdaj bo šel potem lahko v posvojitev, takšne stvari. No, zdaj vidim, da se otroci tamle v senci že pripravljajo na prihod policijskega psa. Za nama so neke modro-bele palice, pa tudi tunele lahko vidite v teh hribčkih, ki so za nama. Čemu pa vse to namenjeno? Kaj ste na primer lahko videli prejšnji teden? Prejšnji teden smo v bistvu bili na tistem poligonu tamle čez, ker so zavetišče in prostori policijskih psov zelo povezani tukaj skupaj, sicer ločeni, ampak smo bili na tisti strani. Mislim, da bodo lahko videli psa tudi na poligonu, tako kot smo mi prejšnji teden. Pokažejo pa tudi zelo veliko trikov. Tale psiček prejšnjega tedna je znal celo hoditi ritensko. Potem so mu rekli, pojdi okrog leve noge, pa je šel okrog leve, pojdi okrog desne, pa je šel okrog desne. Kar tako na ukaz, brez znakov? Ja, kar tako. Pojdi tam, naredi to, pojdi nazaj. Tako da otroci so bili res začudeni ob vsem tem znanju. Prav tako tudi jaz. Skakajo čez obroče, hodijo po stopnicah, gor pa nazaj. Tako da ja, res. Tudi povedali so nam, da za en trik porabi včasih 6 mesecev, da se nauči, tako da imajo zelo veliko dela. Aha, evo ga, je pa prišel. Bo isti psiček, Kori. Kori. Ima pa... Aha, sta pa kar dva danes, ne? Danes, ja. In tudi ta psička je bila prejšnji teden. Samo da na hitro pokažem našim gledalcem naše psičke, tako da boste lahko videli, kateri kužati. No, tale nas je prišel kar pozdraviti, tole je Kori, border collie, kot lahko vidite, pa je zraven danes še
eden, malce manjši. Ta pa je psička. Tale je pa psička in kot vidimo, se bodo otroci začeli zdaj s tem igrati. Jaz vam bom kasneje tudi malce posnela teh trikov, da jih boste lahko pri drugem intervjuju tudi že lahko videli. No, pa preden zaključiva še najin intervju, se pravi, enega ima na vrvici, enega nima na vrvici. Je bil tudi prejšnji teden brez vrvice? Oba sta bila brez, evo, se jo je že spustil, zaradi tega, ker sta oba zelo vajena otrok in kot je povedal gospod Janez, policist, jih zato tudi šola kot preventivo. Ti psi so izurjeni za delo z otroki, tako da mislim, da ni problema. Vrvica je pa zato tukaj, zdaj ne vem, če vidijo gledalci to, zato da lahko tudi otroci sprehodijo kakšnega psa. Ta pes se pusti. Pusti se, evo, korija že boža 10 otrok, pa kakšen pes, kakšen pes tega ne bi pustil, no, da ga vlečejo z koncev in krajev. Ta pes je za spoznavanje in za stik. No, več boste, kot rečeno, lahko videli kaj kmalu, že čez dobre pol ure. Za konec pa naj še vprašam, so še prosta mesta v tem počitniškem varstvu? Žal ne, niti na tednu, niti v zavetišču, prav tako nobenem drugem programu, ki ga izvajamo. Kljub temu, da smo odprli še dodatnih 70 mest v zavetišču letos, smo vse takoj zapolnili. Tako da ne, nažalost letos ne, lahko pa se nam pridružijo prihodnje leto. Prihodnje leto, se pravi med krompirjevimi počitnicami tega ni? Med krompirjevimi tudi je. Lansko leto smo imeli počitnice na Vrtišču, prav tako zimske. Tako da ja, spremljajte našo spletno stran ali pa Facebook stran in tam vedno pravočasno izveste, kdaj lahko prijavite otroka. Ines, najlepša hvala. Vi, dragi gledalci, pa kot rečeno, ostanite z nami. Kmalu sledi še en intervju, ob 10 pa se že vrnem z intervjujem z vodjo zavetišča Gmajnice. Vmes pa grem zdaj le posnet, kakšne trike bo še ta psiček pokazal. Kori smo rekli, ne? Kakšne trike bo Kori pokazal, da jih boste lahko kasneje tudi videli. Na kratko torej v oglasu in potem nazaj v studio Figovec.